Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Črni vrh nad Idrijo je zadnje dni v središču pozornosti slovenskih medijev. Razlog je seveda zaprtje bencinskega servisa, na katerega domačini ne pristanejo. Več o tem in o življenju na planoti nam bo danes povedal Gregor Rupnik, predsednik sveta krajevne skupnosti Črni vrh, ki ga lepo pozdravljam v današnji oddaji Aktualno. Dobrodošli. Dober dan. Gospod Rupnik, povejte nam, je ta bencinski servis res tako pomemben za življenje vaše planote? Ja, jaz mislim, da je kar dosti pomemben, glede na to, da je veliko prebivalcev se ukvarja s kmetijstvom, dnevno se uporablja veliko goriva, tako da nekaj je tudi obrtnikov, tako da je kar pomemben ta. Še pošto imamo na Petrolu, tako da je kar pomemben za našo planoto. Začelo se je pravzaprav že pred leti, ko so vam najprej vzeli bankomat. Ja, začelo se je pred leti najprej banko, pol bankomat, pošto so ukinili pa prestavili na Petrol, tako da vse te stvari, mislim, da kar potem tudi mlade kar nekako odbijajo, če se kakšne take stvari zapirajo. Čeprav je zanimivo, sedaj Petrol trenutno ne prodaja goriva, pošto ima pa odprto v istem poslopju. Ja, to je zanimivo, to vprašanje smo tudi vodstvu Petrola že zastavili, pa nisem imel kakšnega konkretnega odgovora na to. Ko ste ljudi pozvali na tako javni sestanek, na proteste, so se odzvali v zelo velikem številu. Ja, dvakrat smo imeli zbor krajanov, protest proti Petrolu in zaprtju bencinskega servisa, obakrat udeležba nad pričakovanjem. O pogledih na ta problem smo vprašali tudi župana Tomaža Venclja. Poglejmo, kaj je povedal v našo kamero. Je kaj bi rada občina nima nobene želje druge, kot imajo prebivalci Črnega vrha, da se bencinska črpalka odpre nazaj, oziroma da se na odprti bencinski črpalki lahko toči tudi gorivo, ne samo uplačuje oziroma poštne storitve opravlja. To je edina stvar, ki si jo vsi skupaj želimo, se pa pri vsem skupaj bojim najbolj tega, da je to zdaj samo prva faza dokončnega zaprtja bencinske črpalke. Občina definitivno ne bo najela bencinskega servisa, ker to nikakor ni naloga lokalnih samouprav. Tako da mi bomo se borili do konca, dokler se bo dalo. V tem tednu naj bi bil tudi sestanek z upravo Petrola. Bom še enkrat se bojim, da bodo prišli samo jamrati, kako so bogi z njihovimi majhnimi maržami in predvsem nam sporoči še kaj drugega, se bojim, kot to, da je začasno bencinska črpalka zaprta. Tako pravi župan Tomaž Vencel. Prav veliko optimizma nisva slišala. Ne, tudi se kar strinjam z njegovim mišljenjem. Jaz tist prve dni, ko so nam zaprli bencinski servis, sem bil tudi sam dosti bolj optimističen, glede na to, da je bil napovedan sestanek v sredo med vlado pa med Petrolom in da naj bi takrat neke stvari dorekli. Tisto pol ni bilo tega dogovora nič. Tudi sam sem rad mogoče malo manj optimističen, ampak nismo vrgli še puške v koruzo, tako da čakamo, kot je rekel župan, da nas ta teden obiščejo, pa da vidimo, kaj bojo povedali oziroma kaj bojo pojamrali, kot je rekel župan. Je pa zanimivo to, da je bil prav ta servis na zadnjem tekmovanju izbran za najboljšega v tej kategoriji majhnih servisov. Ja, dobil priznanje za najbolje prodajen servis v svoji kategoriji za leto 2024. Tudi to vprašanje mi še ni točno pojasnjeno, kakšna je ta kategorija, koliko je ta kategorija velika. Jaz sem jih vprašal, če so bili samo 4 bencinski servisi v tej kategoriji. Na Facebooku je veliko ljudi povedalo svoje mnenje. Veliko jih je bilo tudi za tako bolj ostre akcije. Vi se za to pot niste odločili? Nismo se odločili, oziroma ne še, ker jaz še zmeraj mislim, da najboljša stvar je en
pameten dogovor, pogovor in pol dogovor. Če pa tega se ne doseže, pa verjetno sledijo kakšne bolj ostre akcije. Zanimiva je bila razprava Matevža Štrausa na Facebooku. Če povzamem zelo na kratko, tako je ugotavljal, da bi morala vlada pravzaprav priznati operaterju, prodajalcu goriva, da ima na takih lokacijah neke višje stroške, najbrž znižati trošarino ali nekako drugače mu priti blizu. Po drugi strani pa bi se moral tudi trgovec zavezati, da na račun dobičkov, ki jih kuje, o tem ni dvoma, zelo velike dobičke na drugih servisih, pokriva tudi to mrežo, recimo na podeželju. Tretji njegov predlog pa je šel v smeri oblikovanja nekega projekta, občinskega projekta, v katerem bi združili bencinski servis, pošto, še druge dejavnosti, bankomat, naprimer na eni lokaciji turistično točko, ki bi v partnerstvu z zasebnim investitorjem lahko bil primer dobrega sodelovanja. No, tista prva izjava njegova, da bi mogla država priznati višje stroške, to izjavo sem tudi jaz že rekel medijem, da pač to je na strani vlade, da bi mogla nekaj storiti, da ostanejo trgovine, bencinski servisi, pošte, konec koncev tudi šole, vrtce odprte na podeželju. To mislim, da je na strani vlade, da bi nekaj bi mogla to narediti. Druga stvar, kar ste rekel, da bi pa združili, to pa mislim, da je v tej situaciji, dokler je Petrol lastnik, mislim, da je lahko rečem, da je kar nemogoče. Ni slaba ideja, ampak verjetno v združenju s kakšnim privat lastnikom pa mogoče tudi v to smer razmišljati. Javno-zasebno partnerstvo je načeloma dobro. Dobro, zakaj ne? Če so stvari dorečene, je dobro. Črni vrh je te dni ne samo prizorišče protestov zaradi Petrola, ampak tudi veliko gradbišče. Investicije v Črnem vrhu v letu 25 in 26 so vredne, mislim, da kar okrog 1 milijona evrov. To ni malo denarja. Ja, to ni malo denarja. V bistvu te investicije so se začele že v letu 24 kot varna šolska pot, se pravi cesta proti šoli, trg, plac po domače v Črnem vrhu, se je tudi začel že v letu 24 in se nadaljuje v letu 25. Jeseni letos naj bi se začelo urejati državno cesto skozi Črni vrh, ki se bo zavleklo v letu 26. Ja, veliko gradbišče je in smo veseli, da je, ker smo zelo dolgo čakali, da smo prišli do gradbišča. Ureditev vaškega jedra in šolske poti, zato naj bi občina oziroma občina bo plačala 647 tisoč evrov. Tukaj vidim navedbo, da boste dobili pločnike, javno razsvetljavo, parkirišča, avtobusno postajališče, nov vodovod, novo komunalno infrastrukturo. To središče kraja bo pravzaprav urejeno. Jaz mislim, da bo kar urejeno po sodobnih standardih in mislim, da ko tako nadaljevanje sledi z državno cesto in mislim, da je v letu 26 tudi v planu, v proračunu urejene ceste mimo pokopališča do kmetijske zadruge, lih tako s pločnikom, tako da uredimo vse središča mesta, vasi, tako da vsak, če že pride kakšen tujec, da bo vse občutek dobil in se bo mogoče ustavil. Na vsak način. Šolska pot, širitev vozišča, pločnik, podporni zidovi, meteorna fekalna kanalizacija. Do sedaj je bila ta cesta skoraj neprimerna. Ja, sigurno je bila je bila neprimerna za šolsko pot. To je sigurno. Tako da zdaj mislim, da bo to urejeno kar za nekaj časa, kot mora biti. Dom krajanov, krajevna dvorana. Dobili boste 25 tisoč evrov in še 5 tisoč za zamenjavo talnih oblog. Katera dela načrtujete? Ja, dom krajanov se je v lanskem letu položilo izolacijo na strop, tako da se je zgornji del izoliral, zdaj v letošnjem letu je pa električna inštalacija najprej, potem pa izolacija zidov od znotraj in menjava enih vrat.
Za operativno delo krajevne skupnosti imate, mislim, da nekaj zaposlenih oziroma delno zaposleno sodelavko, boste prijeli iz občinskega proračuna 15.000 evrov, ter še 6.000 evrov za organizacijo prireditev, to bo najbrž Marjetna nedelja. Tudi med drugim. V Črnem Vrhu je ogromno prireditev, tako da se krajevna skupnost sodeluje pri veliko prireditvah, tako da tevih 6.000 ni problem porabiti. Prihodnje leto naj bi začeli graditi čistilno napravo in kanalizacijo pod delovnim naslovom Črni Vrh Predgriže, 220.000 evrov. Ja, to mislim, da je v prvi fazi v planu zgraditev čistilne naprave. Mislim, da po zadnjih informacijah, ki jih imam, je gradbeno dovoljenje v pridobivanju, potem pa sledi postopno najprej priključitev seveda doma starih, šole in tistega dela vasi in postopoma se nadaljuje za priključitev celega Črnovrha in Trepč Predgriže, mislim, dolgoročno, da je tudi v nekem planu, da bi se črpal v Črni Vrh. Tako veliko naselje pravzaprav čistilno napravo potrebuje, predvsem zaradi geoloških razmer, ne? Ja, seveda potrebuje. V bistvu, jaz se ne spomnim, čem je bil problem. Črni Vrh čistilno napravo je imel zgrajeno in to je pač toliko nazaj, da jaz se ne spomnim, niti nisem raziskoval. To je mim, tako da je treba zgraditi novo in urediti tako, kot mora biti. Urejate tudi pokopališče, zidove, obrobne zidove. Lansko leto ste eno stranico, letos drugo, tretjo boste? Letos bomo drugo, tretja je solidno urejena že, bila pred leti nekaj obnovljena, tako da še en del nam gor ostane, tako da bi bil pol pokopališče kar lepo urejeno, kar je tudi pokopališče in obraz vasi. Še na takem mestu je, da ga takoj vsak vidi in ja, je bilo zelo potrebno ureditve. Problem je pa bil spomeniško zaščiteno in tako da oni zelo radi pišejo pogoje in vse ostalo, investitor je pa le občina. Na drugi strani ceste v pokopališču naj bi zrasel nov gasilni dom. Kako ste planirali to investicijo razdeljeno po letih? Gasilni dom, to investicijo predvsem vodijo gasilci sami. Začel se je že pred mojim mandatom, se je to začelo, tako da mislim, da v proračunu je za leto 27 ali pa 28 je začetek gradnje gasilnega doma. Nasproti, malo nižje od gasilnega doma, je pa že pripravljeno, da se izgradi en ekološki otok, prvi v Črnem Vrhu, tako da tudi na tem delamo, da se predvsem, da se uredi, da se stvari uredijo tako, kot mora biti, in smeti in kanalizacije in ostale stvari. K dobremu počutju v življenju normalnemu vsekakor prispevajo tudi primerno urejene ceste, to je najbrž zgodba brez konca. Potem pa pride še neurja, lanskoletno neurje je poškodovalo cesto Črni Vrh Trnovc. Projekt je vreden dobrih 64.000 evrov, ta cesta bo sedaj urejena primerno. Ja, v planu je, da bo urejeno v letošnjem letu, je pa lih včerajšnje neurje v Črnem Vrhu je kar dobro zopet opustošila te makadamske ceste, sploh višje gor, Strmec, Javornik, Križna gora, Mala gora, tako da ceste so kar rak rana krajevne skupnosti in mislim, da kar rak rana občine. Tudi občina tarna, da ne dobi potrebnega denarja iz državnega proračuna. Se strinjam, tudi s tem se strinjam, mislim, da tukaj je pa treba urediti na relaciji občina-država. Tukaj mora tudi država, bo mogla nekaj spremeniti. Občina namenja kar nekaj denarja tudi osnovni šoli. Je ustanoviteljica, 75.000 evrov za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja in nakup neke nove opreme, za beljenje, radiatorja, alarmni sistem. Šolo je treba stalno posodabljati. Ja, šolo je treba tako kot doma hišo, stalno obnavljati, stalno nekaj vlagati. Mislim, da pa zadnjih kar nekaj let že šola od novega prizidka naprej, da se stalno obnavlja in stalno nekaj vlaga, tako da mislim, da je kar v dobri kondiciji osnovna šola v Črnem Vrhu.
Tudi veliko prireditev je tam tako odmevnih v primerno urejenem prostoru. Ja, sigurno, lep prostor je, tako da Črni vrh je sploh znan, da ima kar dost prireditev, velikih in odmevnih. Ekološke otoke sva že omenila, te boste začeli sistematično urejati. V občinskem proračunu pa sem opazil tudi podatek, da vam občina sedaj plačuje najem bankomata in zato plača 9150 € vsako leto, najbrž je isto tudi za Spodnjo Idrijo. Ja, to je isto kot za Spodnjo Idrijo, občina plačuje najem bankomata, s tem so uporabniki oproščeni marže bankomata. Mogoče je kdaj nejasnosti, ker banka sama zaračuna provizije, zato ker si dvigne na drugem bankomatu, provizije pa ta bankomat ne zaračunava. Pred vami je sedaj Marjetna nedelja, sredi julija. Najbrž boste organizirali večji sklop dogodkov, katere? Ja, prvo je parada gasilska ob obletnici, taki okrogli obletnici gasilcev v Črnem vrhu. Potem pa sobotna veselica zvečer bolj za mlade, kot že kar nekaj let, in potem tista standardna, klasična Marjetna nedelja, kot je že poznamo vsi že dolgo časa. Gasilci so iz leta 1895. Tako je. Kako bi rekli, kapo dol, ne? Ja, kapo dol, in da toliko časa vztraja, in mislim, da jih ni prav malo, da so kar številčni. Tudi gasilci zelo dobro skrbijo za svojo gasilni dom, za svojo opremo, tako da je tudi zelo pohvalno za gasilce v Črnem vrhu. Krajevna skupnost je tudi letos podelila nekaj nagrad, mislim, da 2 nagradi. Komu ste jih namenili? Ja, krajevna skupnost je podelila prvo priznanje planinskemu društvu, predvsem za skrb koče na Javorniku, stolpa na Javorniku, obnovljenega, neobnovljenega oziroma novega, skozi urejajo planinske poti, tako da mislim, da zelo zaslužno dobili. Drugi prejemniki so bili pa Društvo Volja iz Idrijskega Loga. V bistvu tukaj je pa cel zaselek Idrijski Log združen in prireja take čist domače prireditve kot pohod okrog Idrijskega Loga, kresovanje, tako da tudi delajo vse čist prostovoljno in lepo jih je za videti. Po številu društev v krajevni skupnosti ste v občini prav gotovo rekorderji. Imate zelo veliko in tudi kakovostnih, ne samo veliko, društev tako na področju kulture, pevstva, športa, lovstva, klekljarice so aktivne v društvu. Imate celo klub črnovrških študentov. Kaj počne? Tudi to. Mislim, da priredi kakšno zabavo, pa aktivni so zdaj pri ideji izgradnji odbojkarskega igrišča na Mivki, urejajo balilo, tako da so kar aktivni tudi oni. Imate tudi muzej prve svetovne vojne, ki ga upravlja Ivan Rudolf, pa Vita dom starejših v nekdanjem hotelu Bor, šolo, vrtec, aktivno župnijo, župnišče. Župnika imate, to je v teh časih že kar luksus, ne? Ja, dobro, zdaj zadnjega si delimo malo tudi z Zgodovičem pa z Vracem. Imamo zelo super župnika. Tako da mislim, da v Črnvrhu imamo vse, razen bojim se, da s ta bencinsko imamo zdaj malo težave. Ja, to je zdaj tak izziv v tem poletju. Jaz vam želim, Gregor Rupnik, da bi ga uspešno rešili in da bi kraj tudi pod vašim vodstvom uspešno živel in dihal tudi v prihodnje. Ja, hvala za želje. Bi se pa zahvalil v tem trenutku za res, lahko rečem, kar ogromno podporo vseh prebivalcev Črnega vrha, ki so nam stali zdaj ob strani pri teh pogajanjih za bencinsko črpalko, pa tudi drugač so tudi ostali krajani začutili, da se da v Črnovrhu, če skupaj stopimo, tudi v Črnovrhu kaj premakniti naprej. No. Vsekakor. Hvala za obisk v tem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo.
Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.